Pozdravljeni v Sensinem podcastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla. Nocojšnja gostja je pisateljica in prevajalka Jedrt Maležič. Z njo se bova nocoj pogovarjali o duhovnih zlorabah in sicer o tem, kako se posamezniki, ki jih težijo lahko bolezni ali pa obremenjujejo travme preteklosti, ter imajo sočasno slabe izkušnje s psihiatrijo in psihoterapevti, obrnejo po pomoč k duhovnosti, kjer lahko naletijo na nove zlorabe. S pastmi duhovnosti in duhovnih učiteljev se je srečala tudi sama, od tam navdih za njen humoren roman Vija vaja ven. Tudi večji del njenih ostalih knjig plemenitijo lastna izkustva. Posamezniki na psihiatrični kliniki obravnava v knjigi Težkometalci, lezbični svet pa v knjigah Bojne barve in Križci krožci. A naj jo najprej predstavim. Jedrt Maležič je pisateljica in književna prevajalka iz angleščine in francoščine. Leta 2016 je izdala 2 kratkoprozni zbirki Težkometalci in Bojne barve. Prva je bila nominirana za najboljši prvenec. V njej je zaradi diagnosticirane manične depresije črpala iz lastne izkušnje hospitaliziranih na psihiatrični kliniki. Druga je bila nominirana za nagrado Novo mesto. V njej se je lotila izkušnje istospolne usmerjenosti v večinsko heteroseksualnem svetu. Sledili so 3 romani. Vija vaja ven, ki smo ga omenili, ta parodira New Age in iskanje duševnega miru po Indiji, ter roman Na pol morilke iz leta 2021, ki opisuje 3 generacije tržaških Slovenk med vojnama, ki so v času vzpona fašizma v 20 letih prejšnjega stoletja prisiljene pobegniti iz domačega Trsta. Letos je izšel roman Križci krožci, ki zgodbo ubeseduje vzvratno in govori o razhodu v lezbični zvezi partnerk, ki imata skupnega otroka. Zgodbe Jedrt pripoveduje duhovito in v sočnem besednjaku, ki se suče med pogovornim in knjižnim jezikom, začinjenim slengom, kletvicami in frazami. Odlikujejo humorna živost, zase pravi, da je pisanje njen hobi, prevajalka pa je po fohu. Ima še eno vlogo, je lezbična mati. Torej, Jedrt, pozdravljena. Ja, hvala za vabilo. Ja, zelo sem vesela, da si prišla, ker je to nekaj tem, ki so zelo naporne, zelo pogumno, da si se z njimi nekako razgalila, ne, tudi v javnosti in verjetno pač kasirala marsikaj, ne, nazaj. Stranski učinek. Ja, no, ampak to, kar mi je recimo zanimivo, ko sem pač te tvoje romane brala, imaš pač izkušnjo te bolezni, manične depresije, si iz lezbičnega sveta, v katerem si tudi pisala, ne. Ti si vse te svoje izkušnje ali karkoli pač doživetja, doživljanja, izkušnje, ki so marsikatere gotovo težke, prelila, nadgradila s tem, da si jih prelila v neke romane, v zgodbe. Skratka, iz njih si ustvarjala neke nove zgodbe, ne. Naprimer, ko jaz pišem, očitno pišem z drugo polovico možgana ali pa funkcioniram, mene zanima, zakaj je nekaj tako, kot je, in potem brskam in želim najti, ne vem, resnico nečesa, ne. Ti pa to preliješ v neke nove zgodbe, ne. Kaj takšno, kako bi rekla, ustvarjanje, kaj to tebi kot človeku prinese, ne? Meni recimo neko olajšanje, ko vem, zakaj je nekaj tako, kot je. Kaj pa tebi prinese, ko iz nekih izkušenj ustvarjaš neke nove zgodbe, ne? Ja, jaz imam od nekdaj rada zgodbe, ne, seveda sem tudi prepričana, da ima vsak človek eno osnovno zgodbo o sebi, ki si jo venomer ponavlja in ki jo s časoma pač
ponavadi, no, po mojih izkušnjah, ljudje, ki imajo to zgodbo, veliko zgodbo o sebi, ki jo prevrtavajo, ne, jo sčasoma tudi nerealno naredijo. Ne. Se pravi, ne vem, ali postanejo heroje, postanejo žrtev, ali pač nekako priredijo to resnico, ne, recimo o sebi. Tako da ne vem, tako kot si rekla, ti imaš bolj ta stvarni, analitični način, ne. Jaz sem pa bolj, kaj bi bilo, če bi bilo. In najlažje mi je odgovoriti zdaj, recimo, te pač romani, pa kratke zgodbe, ki jih pišem nekako po motivih resničnih izkušenj, ne, so dosti realistični in tako. Najbolj mi pomaga v tem smislu, da jaz nimam, itak si delam tudi jaz to neko veliko zgodbo o sebi, tako kot verjetno vsak, ne. Ampak vseeno pa poskušam, ko pišem, malo skakati, kaj pa če bi bilo tako, a pa ni bilo tako, ampak kaj pa če bi bilo, ne, dajmo to raziskati. In mogoče se mi zdi še najbolj koristen učinek zame v tem nekem človeškem smislu ta, da mi ruši to stalni mit o sebi, ne. Se pravi, jaz, ko napišem pač leposlovno zgodbo o tem, po motivih nečesa, kar sem v resnici doživela, to ni več samo moja zgodba in se mi tudi krha se mi ta moj mit o sebi, tako da ni več tako trden, ker jaz mislim, da je to pač ta mit nek svojevrsten strup, da si ga stalno ponavljaš, pa ga stalno nadgrajuješ, koliko si bogi, koliko si car, koliko si pač ne vem kaj. In tukaj pa vidim, kako bi lahko bilo, pa kako bi, ne, in se mi ta mit malo tako razdrobi in potem tudi vem, da jaz v bistvu ne vem več zdaj, kaj točno je bilo pred 10 leti. Nisem tako trdna in tako prepričana v tem, ker pač, če si tako zelo trden v tem, kaj so drugi tebi naredili, recimo, ali pa kaj takega, ponavadi to ni res, ne. Tako da se mi zdi dobro, da mi tako ta mit, ne, malo ruši. To imam od Kakšna je pa potem razlika, ta tvoj mit o sebi, ne, tako kot si ga obesedla, ne, kakšna je razlika recimo s tem, da se seveda zavedamo to, da se neprestano spreminjamo, ne. Recimo moje telo pred 10 leti je imelo samo 1/4 celic v jetrih, srcu, ne vem, na koži, kot jih ima zdaj, ker se neprestano prenavlja. Kaj šele vse ostalo? Vrednote se spreminjajo, prepričanja, ne vem, hierarhija teh vrednot, ne. Pač človek je zelo spremenljiv in to je dejstvo, ne. Tako da iz tega svojega vidika ne razumem tega mita o sebi, zato ker se mi zdi čisto nerealen, ker se skozi spreminjamo, ne. Ja, seveda, se zato pravim, da je toksičen, ne, ampak večina ljudi, ki jih poznam, pač, ali pa kar vsi, no, imamo neko osnovno zgodbo, kaj smo doživeli, oziroma kaj naj bi mi bili, ne. Aha, tako to pa razumem, ja. Ja, pač predstavo o sebi, kdo naj bi ti bil, ne. Recimo, jaz ne poznam strokovnega izrazoslovja, ne, ampak tako se mi zdi, zdaj, ko si vprašala, kaj mi te knjige dajo, Ja. krhajo mi to sliko, ne, kar je dobro, ker ta slika je lažna. Tvoje zgodbe so zelo humorne, zelo zabavne, zelo žive, že v jeziku je tako, recimo meni dajo tako svobodo, zato, ker že v besednjaku, ki ga uporabljaš, si jo ti dovoliš, ne, svobodo. In ker si jo ti dovoliš, si jo tudi bralec, ki jadra na tej svobodi besed, ker se seveda nihaš med slengom, knjižnim, pogovornim, ne. Tako da so zelo sproščujoče, humorne, zabavne, čeprav imajo tudi seveda izjemno take hude preizkušnje in globine, ampak zanima me, kaj tebi predstavlja humor. A je humor nekaj, kar je možno se ga vsaj v določeni meri naučiti ali pa se odpreti do njega? A je humor tisti amortizer, strelovod, skozi katerega lahko neke take hude, težke življenjske izkušnje spustimo iz sebe, ne? Kaj je tebi humor? Ja, to je zelo dobro, ta strelovod, to mi je všeč. V resnici na tej sami besedni ravni se mi zdi, bolj ko sem
Več, ko sem napisala, manj imam potrebe, da se ven mečem, ne, s temi nekimi, recimo, novotvorjenkami ali pa kaj. Ampak še vedno pa uživam v besedišču samem, v slogu, ne. Zdaj, humor pa definitivno bi rekla, da je tukaj v večini mojih knjig, če ne kar v vseh, sredstvo preživetja, pač dejansko nek mehanizem spoprijemanja z hudimi, pač recimo tragičnimi situacijami. In tukaj se mi zdi pa humor ravno to, ne da se ga naučiti, ampak lahko pa pride samo od sebe, vznikne, ki ga nujno rabiš, ne. Pač, ne vem, neštetokrat sem pomislila na to, kako je bilo v obleganem Sarajevu med vojno, kakšni vici so vse krožili, ne, to bi sicer zelo temen črn humor, ampak pač dejansko, ne, ga rabijo ljudje v najtemnejših trenutkih. Tako da ja, na nek način mi je smešno, če mi kdo reče, težko mentalce sem prebral, ful sem se krohotal, ne. Meni to ni smešno, ne, pač čeprav recimo deluje nekako humorno, ampak bolj v tem smislu, bolj preživetvenem, ne. Tako da sem kar razočarana, če mi kdo reče, so moje knjige ful smešne. Meni ni to, bi rekla, da so ful smešne, da bi bilo tako nekaj hi. Sploh ne, ker imajo pač globino, še kako. Mene so recimo ta zadnja, ne, Križci krožci, jaz sem bila pretresena, ko sem jo prebrala, tako čisto res, človeško pretresena, pa je v besednjaku tako bogata in tudi ima take odštekane obrate, smešne, humorne, tako, ampak lih ta celota je tista, ki se človeka dotakne, ne. Ni samo hi humor, ne, pa tudi ne neka taka stroga resnost, vse to, kar je tudi življenje, saj življenje je celota vsega tega, a ni tako nekako, ne. Ja, seveda, in v bistvu najdeš to neko humorno luč v najtežjih trenutkih, saj jaz pač brez tega ne bi šlo. Jaz bi rada imela, tako se naučila več živeti z več humorja, tako se mi zdi, da blagor se tistim, ki stresajo šale iz rokava, veš, ne. Ali pa tudi ne. Ja, ali pa tudi ne. Humor je v bistvu, psihologija ga uvršča med tiste ta najbolj, kako bi rekla, najboljše oblike, najvišje bi rekla, oblike psiholoških obramb, ne. Ja, obramba je, točno to, ja. Pač humorno odzivanje na neke težke situacije, ne, je kot tista najbolj žlahtna oblika psihološke obrambe, ne. Ja, mislim, ne vem, žlahtna ali ne, včasih je zelo neučinkovita, ne. Če se terja nekaj resnega od tebe, ti pa greš v totalno absurdno ne. Pač včasih, ne vem, meni se zgodi, ko vidim, enkrat sem videla z avtobusa teč neko staro mamo, res mi je bilo grozno, pač srce se mi je paralo in jaz sem pač, moja obramba je bila, da sem prasenila v smeh, recimo, ne. Pač taki primeri so, ker to res ni najboljša oblika spoprijemanja s stvarnostjo. Definitivno pa pač v svojih knjigah mislim, da ne zagovarjam tega humorja, ne, ampak bolj to kot mehanizem gledanja na hude reči. Ti si se veščine pisanja v začetkih, še predno si se zares lotila, ne, si se tudi učila na delavnicah, si obiskovala par delavnic, ne. Ampak zanima me, ne glede na te delavnice, ker si tudi prevajalka, si skozi roke zlila ogromno nekih knjig. Kaj je za tebe res dobra zgodba? Oziroma, kaj te zmoti? Ker včasih, ko vemo, kaj ne bi, ne, potem lažje dosežemo tisto, kaj pa bi, ne. Kaj so dobre zgodbe? To je tako odvisno, ne. Seveda pač jo prepoznam tisto, ki je meni dobra, ponavadi kar hitro, ne. Je pa tako, da pri knjigah recimo imam jaz še vedno najljubše 3 knjige v zadnjem času, v 10 letih se to ni spremenilo, ne. To so Jeffrey Eugenides Middlesex, ki sploh pravi, da niti ni toliko sloneča na stvarnosti, ne. Ali pa na resničnosti, sam je genialna zgodba, tako plete vse.
pač zvedal je, vidiš ga, da ga je zanimalo točno to, kaj bo nastalo iz tega, kar piše, ne, kam bo šel. To recimo se mi zdi ena značilnost. Potem od Agote Kristof, ta trilogija, ki je šla pač v eni knjigi, no, Šolski zvezek je, sem pozabila vse 3 podnaslove, no, ampak pač ta trilogija Agote Kristof je pa pisana tako, osebek, povedek, predmet, dvojčka pripoveduje ta zgodbo in je pač čisto enostaven jezik, pač dejansko na jeziku ni nič, ker jaz sem drugače se navdušujem nad temi bravurozami, ne. Tukaj je pa enostavno zgodba genialno napisana, pa čeprav pravijo, da je to zato, ker avtorica je bila madžarska begunka v Franciji, ne pa ni znala dober francosko, pa je zato tako poenostavila, ne, jezik, ampak nima veze, zgodba je genialna, pretresljiva, nepredvidljiva, to je tudi sigurno ena od značilnosti. In pa Sofija Oksanen je ta tretja moja ljuba pač leposlovno delo je pa, kako je že, The Purge je v angleščini, sem pa v angleščini brala, žal prevoda ne poznam dobro, mislim pa, da je očiščenje. Je pa tudi taka neka epska zgodba, med vojno se dogaja, pač v Estoniji so veliko bolj zakomplicirano zgodovino imajo, kakor mi, to med vojno in po vojno in tako, in tudi pred vojno, ne, seveda. In je pač težko razložiti, da je celo zgodba, ampak tudi nepredvidljiva, tudi slogovno štima vse, ne vem, mogoče imam rajš celo te epske zgodbe, ne, zdaj sem se zavedla, ko sem naštela te 3 najljubše. Predvsem mora nek nov vidik odstreti. To se mi zdi nujno. Vse ostalo je pa pač prepuščeno. Tako kot je rekel enkrat Kurt Vonnegut, ne, je dal ne vem koliko 14 pravil za pisanje kratkih zgodb, pa zadnjo pravilo, najboljše zgodbe kršijo vsa ta pravila. Tako da ja. Ja. To je to. Mislim, zanimivo je pri branju, ker se tudi spreminja, seveda se mi zdi, tudi to je ena od stvari z leti, ne, kaj te potegne, kaj te ne potegne, recimo. Ampak a se ti zgodi, recimo meni se, ne, ampak to se mi je začelo že, ko sem študirala književnost, enostavno se mi je tako skrhalo to prvotno naivno branje, ne, da ko sem brala že s tem, da sem sproti nehote analizirala, zakaj je to tako dolgo, pa to bi bilo bolj skrajšati, pa tukaj si prehiter, ne, mislim, pa to bi bilo bolj še malček, da bi dodal, ne, pa kaj tlele tokle porečeš, pa tako, skozi sem sodelovala zraven, sploh nisem mogla več brati v tisti izvorni, otroški, naivni obliki, ko greš na val in ga zajahaš in pustiš, da te pelje. A imaš ti tudi te ne težave, ampak te tudi tako? Ne, jaz sem pa prav to obratno, ko je nekaj narejen in mi je predstavljen, jaz to berem pač tako, kot je. Če me kaj zmoti, tako še najbolj me slovnica, no, kdaj, če pač ful slovničnih napak, sem jaz tako malo, saj dobra zgodba, sem tukaj bi pa res lahko nekdo lektoriral, ne, ali pa kaj tako. Nimam tega, prav se spomnim, ko je Uroš Zupan rekel nam na eni od teh delavnic, ko sem hodila na literaturo, ne, je rekel, da bere zmer s svinčnikom v roki, ne. Pač meni ne pade mi na kraj pameti, to je pač mi vzame ves užitek in jaz ne maram analizirati, ne. Tudi zato mogoče raj prevajam kot, pač sem tudi študirala prevajalstvo, ne. Nisem nikoli analizirala in tudi kritik nikoli verjetno ne bom pisala, ker pač enostavno nekako si upravičam to, kar je avtor povedal, ne, pa kako je povedal, tudi če je nekaj predolgo, nekaj prekratko ali kakorkoli. Bom jaz našla način, to je pa najbrž zaradi tega, da pol izpade tako, ne, tako bolj si upravičujem si formo in vsebino, no, ponavadi bolj imam obratno, ne vem sicer zakaj. To je super, no. Kakor kdaj. Ja. Lahko sem nekritična, ne. Ja, recimo meni je, ne vem, nazadnje, ker sem, ne vem že, kaj sem brala, ampak sem se po parih straneh začela zgubljati med imeni, pa kdo je kdo, pa kdo je kaj, pa kaj je ta, pa kaj je un. In recimo, ko se to zgodi, ni okej, ne, a veš, ko se začne brati, more bralec nekako biti
v jasnini tega, kdo so te, ki nastopajo in kaj je kdo, ne, da potem gre nazaj, kdo je zdaj tale, ne vem, Franska, kdo je ta Lojzak, ne, da zgubi sled, recimo. Ja, razen če je v tem fora, ne? Če pa v tem Igra fora, prestolov, no. Ampak recimo to mi ni, ne. Ali pa da 20 strani berem, ali pa 30, pa še vedno ne vem, razumeš, kje smo in kam gremo, ne. No, kje smo? Kam gremo, ne? Veš, mislim, že pure, dej povej, kam bi želel, da gremo, ne? Tako, a veš, par takih je, recimo, prijemov, ampak to so mogoče lahko čisto osebni preference, ne? Ja, jaz sem imela recimo pri Križcih krožcih to dilemo, nekaj gre v rikverc zgodba. Sem imela dilemo, a naj dam poglavja, a naj jih oštevilčam, zdaj da je jasno, da gre od zadje naprej, ne, da bi dala prvo poglavje, ne vem, 24, pa polu nazaj, ne, da bi bilo bralcu, ja, jasno, pa sem rekla, ne, kaj, če se mu ne da potruditi, jaz se tudi ne bom namestnega, ne. No, fair. Ampak se potem, meni je bilo tako najprej čisto nejasno, kaj je zdaj to, ne? A veš, kaj pa zdaj, zakaj pa zdaj tle? Tako samo čisto nejasno, samo z bolečino te protagonistke, z njo živiš, s to bolečino, ki potem nekako je malček manjša, ali kaj, in potem še malček manjša, in tako, in potem mi nič ni bilo jasno, kaj pa zdaj to je, ne, a veš, pa si počasi začela sprijeti, čak malo, jaz nisem vedela, da gre zgodba vzvratno namreč, in je super, da nisem, zato, ker se mi je razkrivala sama od sebe, ne, tako. In pol nekje na sredi pa čedalje bolj začela drajvati, ne, pač ta oblika, ki si jo obrala, ne, kako, v bistvu, kje se je vse skupaj začelo, ne. In tudi ta ton, ne, kje se nam, vsakmu od nas, kje se nam življenja začnejo in kam vsak od nas odjadra, recimo, če se spomnimo sošolcev v osnovni šoli ali pa v gimnaziji, kako smo se doživljali en drugega in kje smo zdaj pristali. Ja. Za kakšne sploh ne bi niti najmanj si mislil, da bojo pristali tam, kjer so pristali. Ali pa za kakšne pare, da bojo šli narazen. Ali pa za kakšne ljudi, da bojo prišli skupaj, ne. Ja, seveda se je to zanimivo, ko za kakšnega, ne vem, strahotni zločin zagreši, pa reče, pa tako priden je bil v osnovni šoli, ne. Pač, jaz sem hotela, recimo pri tej knjigi glih to, ne, da se Križci krožci misliš, ne. Križci krožci, ja. Da se bralce vpraša, kako je pa do tle prišlo, ne, kako pa zdaj to, pa da gre polu nazaj tako. No, ampak mene to, kar me je pretresalo, to je ta tvoja zadnja knjiga, ne, Križci krožci, to, kar je mene pretresalo, je pač, zdaj ne vem, če se bom seveda pravilno izražala, ampak živim v heterosvetu, ne. Ja, kar pogumno. Kar pogumno, da človek ne uporabi kakšno besedo, ki je neprimerna, ne. Skratka, v heterosvetu, ki je itak naporen, ne, in to je bil nekako, odstrl se mi je pa nek drug, pač vaš lezbični svet, ne, ki je pa še meni še mnogo bolj naporen od tega našega, zato ker vas je manj, zato ker imate večje pritiske kakšnih ljudi, ki vas ne sprejemajo. Tako in ta situacija v zgodbi tega razhoda teh dveh, ne, mene se res zelo dotaknil, ne. Kako je vam mnogo težje kot nam, ne. Pa že nam je težko, no, tako sem doživela, ne. Ja, meni je to všeč, moram priznati, tak odziv, ne, nisem sicer imela zdaj tega namena, da bom jaz jadikovala, kako je nam grozno. Ne, seveda, jasno, to se razume. Sam je pa, po eni strani pa je najbrž res, ne vem, ne, ker jaz pa tudi ne bi rada govorila zdaj za vse lezbike ali pa za lezbični svet, ker pač, kaj tak ni, ne, mislim, pač, gled, ko v istem svetu živimo, ne, sam da je pač mogoče naš včasih spektar, ker gre za partnerstva, toliko zožan, ne. S tem, da večina lezbik, ki jih jaz poznam, v bistvu živi dosti podobno življenje kot vsi navadni ljudje, ne.
niti ni to zdaj nujno, da si aktivist, pač seveda lahko si aktivist, ampak še vedno večina, tako kot najbrž v vsakem svetu, večina ljudi ni angažiranih tako zelo na vsakdanji ravni. Veš kaj, bolj sem mislila to, recimo, to sem pogosto spraševala pred desetletji že, ne? A veš, da si razjasnim, kako je to v tem drugem svetu. Ampak kako se prepoznate, na primer, razen, da se družite v nekih prostorih, kjer je jasno, da se družite, ali pa da ste vi v teh prostorih, ne. Ampak kako se med sabo prepoznate, na primer, potem, seveda, take čez praktične, ali pa, ne vem, v neki Ljubljani, recimo v romanu je omenjeno to, da ko ta protagonistka nekam gre, da itak jih je samo 100, ne, to prav uporabi, itak nas je samo 100, ne. A veš, ta drobižek od ljudi, s katerimi, ki so sorodni tebi, s katerimi se lahko družiš, ne, ta resni drobižek, to mi tudi pač bilo pretresljiv, ne. Tukaj imam idealno priložnost, da poudarim, da je lahko pripovedovalka tudi zelo nezanesljiva. Ne? To, kar ona govori o lezbični sceni, to, kar je njen mit o sebi, ni nujno čist res. Sigurno nas ni samo 100, nas je kar tako več, ampak pač ona verjetno, zdaj ne vem točno, kje v knjigi to reče, ampak verjetno tako zabruskaj, zdaj 100 nas je, jaz pa v teh nobene nočem, kje si bom našla. Ja, v tem smislu, ja. To verjetno je mišljena ta scena bolj vidne lezbike v Ljubljani. Pa vse poznam, pa zdaj grem ven, pa itak vse poznam, pa sam 100 nas je, pa kaj ne zdaj, ne. Ja, ampak ona ima svoje dileme, seveda, pač ona tako razmišlja, to še ne pomeni, da je zdaj to čista resnica. No, ampak vse je zožan, ne. Ja, absolutno. Absolutno je zožan in tudi ni enega tega, kako bi rekla, reprezentativnega vzorca, ker dejansko ne vemo, ne prepoznamo se zmer, ne. Pa tudi, če se prepoznamo, se isto kot pri navadnih ljudeh, pač nekdo ti je všeč, nekdo ti ni, nekdo ti je bližji, nekdo ti je zanimiv seksualno, pa čist radar, ne. Zdaj, če bi pa jaz vedela, kako točno vse prepoznati, bi bila pa verjetno in bogata in srečnejša kot sem in tako, pač seveda vse je malo zavito v meglo, tako kot pač pri vsakem partnerskem iskanju, ne. Nekje, ne vem, kje sem še zasledila, je nekdo zelo pohvalil, sta dva taka, kako bi rekla, trenutka opisa neke erotičnega stika, ne? In ko je roman šel proti temu, ne, se je v meni tako zgrnil pa da vidimo, kaj bo Jedrc zdaj napisala. Jaz se ne vem, kako eksplicitno. Ampak tako tankočutno, tako subtilno, da ravno to je bilo to. Ravno to je bilo tako, yes! Super, tako res super ubesedeno. To je zelo težko pisati, ne, to je pač zelo je tanka meja med patetiko ali pa pač vulgarnostjo ali pa neka bolj tako prostakuša sceno, ne vem, pač težko je. In se mi zdi, da če hočeš dober tak nek seksualen prizor napisati, da moraš res imeti neke mehanizme, ne, recimo ali svojega trenutnega ljubimca, ljubimka v glavi ali pač nekako se moraš uživeti bolj kot za, ne vem, prizor hoje po cesti, ne. Če greva zdaj na tvoje začetke, zapravi težko metalci, kratke. Mentalci. Težko, kaj sem pa rekla? Metalci si rekla. A res? Sam popravim, zato ker je pač bistvo je, ne, da so mentalci. Jaz sem pa metalci rekla. Ja, vse je refleks. Ja, čist. No, ampak te prve kratke zgodbe so nastale iz teh izkušenj tudi tvojega, kako bi rekla, kratkega bivanja na psihiatrični kliniki v Polju, kamor si šla, ko so ti diagnosticirali to manično depresijo. Pa me zanima, če si pripravljena kaj več o tem spregovoriti, ne? Kako
se nekaj tazga zareže v življenje človeka in kako se sploh spoprime s tem in prepozna, kaj se mu dogaja, pa da je nekaj čudnega, pa da je nek odklon. Kako se je to razvijalo, kako si se s tem v življenju spoprijela? Ja, seveda, jaz sem v bistvu, pri meni je bilo še posebej dramatično, ne? Ker je to bilo tako kot nek res totalen v moje življenje, ker ni bila diagnoze, še nisem imela. Ne? Moja prva diagnoza je bila pač čisto nejasna psihoza. Ne? Ker je bilo to toliko časa nezdravljeno, jaz sem bila seveda zdaj, če pomislim za nazaj, po mojem vse življenje malo, oziroma od pubertete dalje malo sem imela ta nihanja, ne? Razpoloženjska. Pa, ko sem bila stara 21 let, sem pa jaz pristala na policiji kot človek, ki je poskušal ulomiti v gimnazijo Moste. Do tega je pa prišlo tako, da sem jaz dejansko bila že tako odpuljena. Bila sem predtem na potovanju. Potovanja so to tako pač tak pozitiven stres, ker rad vpliva na kakšne take bolj nestabilne stanja, ne. Sem bila zelo že privzdignjeno razpoložena, kot rečem, imela sem tudi že razne te našalne misli, skratka, simptome sem že imela, ne. Sem prišla z enomesečnega potovanja, to je bilo leta 2000 in sem takrat prespala pri prijateljih, celo en je bil moj fant, no. Pač sem prespala in sem zjutraj tako zgodaj vstala, sem šla kar sama ven in sem bila že v nekem filmu svojem, pač je bila dejansko že psihoza, tako hudo je bilo, v maničnem stanju, ne, pač to, ki je bilo že hudo, da meni so se misli že fragmentirale, bila sem čist brez stika z realnostjo, ker svoje sinteze sem si napletala in sem šla mimo te gimnazije Moste nesrečne in sem, tudi v eni zgodbi v težko mentalcih sem poskušala malo podoživljati, sem seveda za zgodbo malo drugače, moraš to besediti. V resnici je zelo pretrgan spomin, spomnim se dobro, kaj mi je po glavi hodil. Je bilo pa okno gimnazije odprto in še celo ni imelo niti te kljuke zares, sam pač ko zatisnjeno je bilo. In jaz tako, že predtem sem preplezala ograjo, skratka čudno je bilo, no. In jaz pridem tja in kar se mi zdelo normalno, tle jaz lahko grem, to je vse moje, ne. In odprem okno, vstopim v klet gimnazije in tam bluzim okoli in gledam neke žoge, ne vem kaj. In prijeta, alarm se je sprožil, seveda, ne. Prijeta dva policista in jaz sem rekla, to je pa zgleda gledališka predstava, ne, ki sta kostumirana, kakor, ne. Pač sta me vklenila in sta me odpeljala na policijsko postajo, ne, normalno. In sem tudi oni, tudi policaji so nekaj časa rabili, da so dojeli, da pač jaz nisem nič imela namena ukrasti ali pa kaj takega, da sem pač res ne vem, kje sem in kaj počnem. Jaz sem imela pa ves čas v glavi, da je to nek umetniški projekt, kjer oni mene zdaj peljejo na eno kakor ogled, kako bi bilo, če bi bila jaz recimo zločinka, no, in pač čist psihoza popolna. In so me seveda odpeljali v polje, kjer jaz še ne vem, ne vem točno, zakaj sem skrivala dokumente, tako da imela sem že tako nejasen občutek, da tole mogoče ni glih več ta predstava, ampak da je mogoče gre za res, pa da je mogoče ni dobro, da vejo, kdo sem. In pa sem tam še na ta starejši, pač stara psihiatrična klinika v Polju, so me pridržali na sprejemnem oddelku in so mi počasi tako čez dneve povedali, da se mi je nekako snel, ne, tako se jaz ne uporabljam zelo korektnih besed, ampak da doživljam psihozo, recimo, ne. Spomnim se, da me je prišla mama obiskat. Seveda sem bila zelo zagiftana v teh tablet, ne, ker pač ne vem, a sem kaj počela čudnega, sem kaj tula, ne vem, niti se ne spomnim, mislim, da ne. Sem bila pa zelo zadeta od legalnih substanc, ne, ki so mi jih dali, takoj ko sem prišla, so mi dali antipsihotike, ne. Pol se spomnim, da pač v prvih dnevih tam sem imela še celo neke tablete, ki so imele zelo čudaške stranske učinke, mene je vlekel krči, so me takole me gor zategvali, pač res grozljivo, vse me je bolelo, ne, nisem vedela točno, zakaj sem tam, kaj je bilo, nisem imela pojma,
Tako da do diagnoze sem se jaz dokopala pol, ne, kasneje, v bistvu ta bipolarna motnja, so ugotovili, da je bila že tako dolgo nezdravljena, da je šla v psihozo, ne, ker najprej lahko bi bila tudi schizofrenija konc koncev. Zelo veliko so mi sugerirali, kaj, če slišim glasove, pa take stvari, to sem tudi v knjigi precej pisala, ker mi šlo na živce, ker jih ne. Pač predvsem nisem vedela, kaj imajo vsi s temi glasovi in o čem sploh govorijo. Ne. Sem bila pač takrat malo v teh vodah duhovnosti, da sem tam pa skozi poslušala notranji glas, ne, morate poslušati svoj notranji glas, da sem jaz tam glasove, se pa jaz bi rada slišala, ne, svoj notranji glas. Mogoče včasih se mi zdi, da ga, ne, pa so oni, schizofrenija, pač tako, no. To so bili te nedobrodošli začetki. A je to bilo dolgo trajalo med hospitalizacijo, pa tem, da se je razjasnilo točno, kaj je, in tudi, da se je razjasnilo, kaj ti konkretno potrebuješ, ne, tudi to je. To je pa trajalo 10 let, ne, da se je razjasnilo, da sem jaz pač pristala na tabletih, ki mi dejansko ne škodujejo, ne da bi vedela, ne vemo, kaj bo čez 50 let, če bom živela tako dolgo. Je trajalo 10 let, da sem jaz dojela, da mi je lažje, tudi jaz jemljem tablete in rabim pa nujno psihoterapijo, da sem pa prišla do psihoterapije, pa 10 let približno. Kar je žalost. Kar je to je bilo tudi pač seveda takoj za te moje vprašanje, ki sem ga imela zdajle v mislih, kakšne so tvoje izkušnje, ne? Ker imamo pri tovrstnih recimo bolezenskih stanjih, naprimer in manična depresija ali karkoli, pač tovrstna stanja, no, ampak pri teh stanjih, razen v primerih, da gre res za neka kemična neravnotežja v možganih, da gre res za te fiziološke pojave, je ogromno pač teh bolezni, recimo, ali pa teh stanj, kot je depresija, ne, pri kakšnih tudi manija manj, rezultat enih življenjskih preizkušenj, ki ljudi lahko zlomijo, ne. Jaz si to sicer laično razlagam, ampak jaz bi rekla, da ta rezultat so kemična neravnovesja, ne, pa zaradi izkušenj oziroma mentalitete, ker česarkoli, travm pride do neravnovesij, ne, pač mislim, da je to zaporedje, ker pač če je dosti hudo, se že te nevrotransmiterji, se že na fizisu pozna, ne. To samo poudarila to, nekaj je recimo ob rojstvu, kako bi rekla, tako kot smo, kako bi rekla, ko se rodimo, imamo predispozicije čisto telesne, v kaj bo telo šlo, ne, in lahko je tovrstno neravnotežje v možganih del te predispozicije, ne. Nekaj drugega je pa, če to nastane tekom nekih življenjskih situacij, kar pomeni, da se jih lahko tudi obrne, ne. A veš, ampak to je mogoče moj pogled. Nekje so zdravila nujno potrebna, nekje je pa mogoče pomagati tudi na druge načine, ne samo z zdravili, ne. Absolutno, nekje pa je pač treba dopolnjevati oboje. Tukaj pri nas je problem. Ravno včeraj sem poslušala intervju z psihiatrom in psihoterapeutom, tem Miranom Možino, sicer grozljivo vprašanje, ampak dober intervju zaradi njega, no, kar je zaradi odgovorov. In je rekel, da seveda, ne, pač, če je treba telo oziroma simptome nekako ublažiti, zato da pa lahko psihoterapija bolj prime, ker je psihoterapija je pač trajni učinki so, ne, to je ta razlika, ne. Za zdraviti ali pa ozdraviti se meni osebno zdi to pač velikanski razkorak. Je pa dobro, da gre to z roko v roki, ne, in tukaj se mi zdi pri nas je večkrat prepuščeno samo farmakoterapiji, tako da pač vse logično je, ne, da je premalo terapevtov, premalo časa, premalo denarja vloženega iz proračuna, ne. In potem je pač seveda, če si premožen, si najdeš psihoterapijo,
tisti, ki pa večina, ki pa nismo tako premožni, se moramo pa drugačne znajdati. In potem recimo sem jaz raziskvala to neko duhovnost, ne, in končala v duhovni skupini. No, to je tudi pogosto se zgodi in zato je tudi sem te prosila za ta razgovor, ne, ker so to take zelo delikatne teme in tudi ljudje težko njih spregovorijo, ne. Ampak za ljudi, ki imajo ali neke telesne težave, se pravi bolezni, ali pa neke psihične bolezni, ne, skratka neke težave ali bolezni v življenju in pride do tega razočarjanja s psihiatrijo, ker nudi samo farmakoterapijo, zdravila, ne rešuje pa izvornih problemov, ali pa naletijo na neke psihoterapevte, ki so v bistvu precejšnji luzerji in se tega lotijo zato, ker je tam noter cash, ne. Pa pride tukaj do hudih razočaranj, se mnogokrat ljudje potem obrnejo v duhovnost in tam iščejo potem neko pomoč, ne, kao tam so pa good guys, ne, zato ker se z duhovnostjo ukvarjajo. Ampak tudi na tem področju je seveda ogromno in šarlatanov in trgovcev in manipulantov in pač psihotikov, ne. Mislim, to čisti divji zahod pri nas, ne, saj tudi na žalost psihoterapija tudi je tudi tak. Ja, ne, ni zakonsko regulirana še, ne, čeprav se pripravlja, ampak ja, to je grozljivo. Pač si v slabi koži, si šibek in potem še naletiš na nekoga, ki ti reče, logično mu verjameš, ja, jaz vem, kaj rabiš, ne, oziroma pač malo bolj implicitno verjetno. Seveda, ne, logično, da nasedeš na marsikaj in boš tudi pripravljen marsikaj dati za to, od materialnih stvari do zaupanja. Ja, ki hudo ni te cene, ki jo ne bi bil pripravljen plačati, da si pomagaš. Ja, se to tudi ponavadi argument teh marsikaterega šarlatana. Čakajte, hočete reči, da vi boste zdaj svojemu zdravju ceno postavili ali pa ne boste dali 3 ure za moj tečaj? Ne, pač pa res reči se res, če bi pa delovali, bi bilo pa vreden, ne? Večinoma ni, če ti takole začnejo prodajati, ne? Kakšne so bile tvoje izkušnje oziroma kako si se ti zatekla v ta duhoven svet po seveda kakšne tehnike ali pa po neke oblike, s katerimi bi lahko, ne vem, bolj stabilizirala sebe, se umirila verjetno, ne, pač verjetno si iskala neke tehnike, ki bi tebe notranje stabilizirale, umirile, osrediščile. Kaj si iskala in kam si prišla, no? Ja, zdaj seveda mene so pritegnile zgodbe, ne, pač govorimo, ne vem, če lahko imenom, ali raj ne. Po moje, da iz neke korektnosti, spoštovanja ni treba imena, midve sva tukaj. No, torej duhovna učiteljica rada je potovala in veliko ve o šamanizmu in o domorodnih ljudstvih, ne. In mene je to strašno pritegnilo, zdaj pač kot, jaz mislim, da sem malo bežala, sem dobila to diagnozo bipolarne motnje in sem malo bežala v neke zgodbe, ne, seveda hotela sem nekaj, da mi je bilo zanimivo in tako, in sem pač na ta način šla na te njene meditacije in tečaje. Iskala sem pravzaprav jaz mislim neko distrakcijo, ne. Nisem se še zares takrat ukvarjala s tem, kako bi se spoprijela s svojo mentalno motnjo, ne, oziroma razpoloženjska, mislim, da je razpoloženjska motnja, ni mentalna, ampak ja, heavy mental. Da je tako, izpadalo je tako, da sem jaz pač mene blazno zanimala, to pa kaj so rekli, ne, ta gospa je potovala med konkretno pač ljudi, ki se še s šamanizmom danes ukvarjajo, ne, se mi je bilo strašno zanimivo, kaj je bilo tam, žal ne morem reči, da je vse resno, mislim, zdaj bi bila, z današnjega vidika bi bila malo skeptična, kaj so njej vse povedali, pa kaj točno je ona sama vdahnila v svojega mnenja v to. Ampak to me je pritegnilo, ne, zgodbe in kakor češ neka mistika domorodnih ljudstev, ki jo še danes ohranjajo, pa vendar je nekako
enemu smrtniku v kapitalizmu dokaj nedostopna. Ne. Poleg tega glasba mi je zvok, mi je strašno ljubo, mi je bilo to pač, kako so potekale te meditacije. Še največ problemov sem imela s to meditacijsko skupino, ker sem videla, da tam pa res nimam nič kaj dosti skupnega z večino ljudi, ne, z redkimi posamezniki, ja. Ampak tako, iskala sem bolj jaz individualno stik s tem, ja, pač mogoče z neko mistiko, ne, pač čisto neko osnovno, od nekdaj me to zanimalo in sem blazno veliko prebrala z tega področja, tudi New Age, tudi prevedla sem veliko pofla New Agerskega, ampak prebrala sem pa tudi par teh stvari, ki pa še danes nekako so uporabne in jih tudi nosim s sabo, ne, konc koncev, tudi tako, skoraj bi rekla psihoterapevtskih, ne, že od sanj do raznih teh mehanizmov, kako se s svojimi družinskimi vzorci spoprijemati in tako naprej. Jaz nisem imela takrat nobene psihoterapije, pač niso mi je niti ponudili, niti nisem vedela, da je možno dobiti, ne da bi pač strašno veliko denarja zmetala za to. Tako da sem polje izpadla, tako da sem zmetala strašno veliko denarja za duhovnost, ne, kakor rečejo, to novodobno duhovnost, ki je bila v bistvu starodobna, ampak recimo. Pa tudi zašla sem, to se je z leti zaostrovalo, ta nek kult osebnosti te duhovne učiteljice, sem imela občutek res, da je bilo na nek način zlorabljeno zaupanje, tako kot ti rečeš, duhovna zloraba, ne. Z leti sigurno, jaz sem tam 10 let preživela, plus minus, v tej duhovni skupini in je bilo že tako čudno vse, da ne bi mogla reči niti, da je ta pač gospa delala to, kar je govorila, ne bi mogla niti reči, da mi je pol na koncu prav pomagal, ker se mi zdelo, da mi že pravzaprav škodi. Sem pa takrat zelo fanatično se spomnim, pač jaz sem imela skozi občutek, da moram delati na sebi, da nič ni bilo zadost, ne, pač morala sem kopati, travme ven praskati, ne, pač tako neki z enim krampom in lopato, kar sem enkrat rekla, pa se mi je zdelo še danes, se mi zdi dobro, da je to neka zemeljska zadeva, ne, to ni nekaj, kar te odpihne med zvezde, ampak je nekaj konkretnega, da pač po sebi greš, dobesedno riješ, kar pa je psihoterapevtski postopek pravzaprav, ne. Sam, da je pač tam, je bilo rečeno, no, da to ni mentalno, da to pač tako na nivoju bolj, kaj je to, duša, recimo, ne, pač nekaj enega duha. In ta vzgoja duha se mi je zdelo vse smiselno, ne. Dokler nisem poštekala, da pač ni čisto kot zveni. Veste, kaj je spraven duhovna zloraba, zakaj tako besedujem, ne? Ja. Meni je to nastane takrat, ko nekdo, ki dela z nekim človekom, ali v psihoterapiji, ali na teh duhovnih dimenzijah, se vseeno, ampak dela na način, da človeka ošibi. To se pravi, ne damo orodij, in znanja, kako se čim bolj postaviti na svoje noge, kako se čim bolj osrediščati, najdeti ta svoj notranji mir, svojo notranjo moč, svojo notranjo samozavest, to, ker so rekli, da slišiš samega sebe, ne, notranji glas, ne. To je tisto pravo, ki naj bi ti dal nekdo, ki je učitelj, pa ne bo to psihoterapevt, duhovni učitelj, kdorkoli, ampak to osamosvojitev. Medtem ko pri teh drugih, ki drčijo proti zlorabi, naredijo pa ljudi odvisne od sebe. Vežejo jih nase, ne. In potem rabijo za vsako stvar jih vprašati za nasvet, ali pa jih neprestano plašijo, da so nečesa krivi, ne prizadevaš si dovolj, ne vem, v prejšnjem življenju si ga zasral, tle pa zdaj kasiraš. Mislim, skozi si nekaj kriv, ne, in si zaradi tega pač bolj tako ukleščen in pasiven, ne. Tako, nekaj teh je prijemov različnih,
Rezultat je pa vedno podoben, to se pravi nekdo, ki drči v nesamostojnost, v nesamozavest, nesamostojnost, v krhkost, namesto da bi nasprotno mu dal notranjo moč, pogum, da zacveti, da... Jaz se absolutno strinjam, to je bilo to, ja, to je bil neke vrste kult, ne. Mislim. To je bilo absolutno vse to, kar si rekla, ne. S tem, da se ni to čisto hitro zgodilo in tudi bi jaz rekla, ugibam, ne, da tudi tej duhovni učiteljci ni takoj to zdaj, da bi ona zavestno šla v to, ampak s časom je drsela tudi ona v neko svojevrstno psihozo na tem, ne vem, konc koncev, če te pa tam, ne vem, 100 ljudi obožuje in bogoslužje zganja praktično, če te sprašujejo, a smem jesti nutelo, a smem jesti tuno. Mislim, pač dejansko se ti nekaj obrne v glavi in po mojem ti postaneš diktator, ne. Bi rekla, da je to bilo tudi pri nej proces, ne, teh 10 let, ker ni bilo tako, zdaj, če bi jaz prišla, pa bi ona nekaj zdaj pa naredila vse, kar bom jaz rekla, nehala boš jesti tablete, nehala boš to, jaz ti bom vsak dan, mislim, pač seveda bi bil šok in bi jaz rekla, hvala lepa, dio, ne, ampak pač ni bilo tako, je bilo počas, ne, in nastajala je to, ta neka odvisnost. Nekje si rekla, da mislim, da je bil to v enem intervjuju, ne vem, no, ker odkje sem to, ampak nekje vem, da si rekla, da si bila tako kot žaba, ki jo kuhajo na nizki temperaturi, tako počasi in ne ve, kdaj je skuhana, ne. Tako nekako to poteka. Zanimivo mi je pri teh duhovnih učiteljih, ki grejo proti temu, k čemur jaz rečem zloraba, to se pravi, da nekoga ušibijo, namesto da bi ga opolnomočili. Jaz je zloraba zaupanja, ne? Jaz to tako vidim, kot zloraba zaupanja, ker ti dejansko polagaš vse svoje upanje v nekega človeka, kar je že samo po sebi, kar slabo, ne? Dobro, pač zaupanje je tudi temelj enega terapevtskega odnosa s psihoterapevtom. Zaupaš v njegovo znanje, zaupaš v njegovo spoštljivost do tebe samega, da te ne bo uporabil, da ne bo scuzil denar, da ne bo uporabil zlorabo za neke svoje pač agendo, ne, se pravi, karkoli že pač. No, pri teh, ne, zlorabljajočih, ne, tisto, kar je tudi značilno, je to, da ustvarijo neke, kako bi rekla, take nejasne, precej neulovljive, nejasne zgodbe o svoji veličini, recimo. Ampak to je tako zelo neulovljivo, ne. In na primer, res, ko sem imela stik z eno takšno, je bilo zelo to, ker je bilo zelo nejasno, kot da je ona malček jasnovidna, ne. In to je bilo tako na začetku neulovljivo, kot sem rekla, ampak potem je pa čedalje bolj se postavlja na ta način, kot da ona vidi stvari, ki jih ti ne. To so tako drobci, te žabe, ki se kuha v te vodi, ne. Neopazno drčiš potem v čedalje večje zaupanje do nekoga, ki je pa v bistvu zmanipulirano to, da on ima ta znanje, da on ima ta vedenja, ne. Ja, jaz se spomnim, ko sem šla iz te pač duhovne skupine, ne, sem dobila nek mail, ki je bil kakor meni namenjen, pa se je izkazalo, da je v bistvu ga diktirala praktično ta duhovna učiteljica, kjer je pisal, tudi če ti ne veš zase, kaj je treba v življenju, ona bo vedela, tako da njo posluši, ne, pač to neka učenka, recimo, ne. Mi napisala in takrat pa je bilo pa meni, čak to je pa malo bolno, da jaz sebe nam poslušala, da bom nekoga drugega od zunaj, da mi diktira in sem napisala, oprosti, to pa že zveni kot Jehovove priče in to je bilo točno to, ne, kar me je v bistvu, ona me je hotela nazaj prignati, tako rekoč pobegla očica, ne, ne je bilo pa to pač ta trigger, da sem jaz lahko šla, da sem rekla, pa kaj sem, kakšen intelektualni poraz sem si tlele nakopala, da jaz to leta in leta delam in verjamem in pač dejansko sprašujem za dovoljenje, da mislim po svoje. Ne? To me je pol osamosvojilo, ker sem videla, kako butasto zveni, ko to rečeš. Ne?
No, tudi to je zelo značilno, da se te ljudje vtikajo v življenja drugih in to na ta način, da imajo ta vtikanja zelo globoke in dolgosežne posledice, recimo v to, a sta dva, moški in ženska, za ustrezna partnerja, ne, se vtaknejo, da bolje, da gresta narazen, se vtaknejo v, ne vem, v neko poslovno življenje nekoga, se vtaknejo v to, kako se nekdo oblači, da ni v redu, da si v teh barvah, to škodje, ne vem, čemu že, ne, in se potem pol ljudje začnejo nekako drugače oblačiti, ne, ker imuno ne ustreza. Tako, če dalje bolj si nelagoden v tem, da si to, kar si, ker ne smeš biti to, kar si, ampak moraš biti nekaj drugega, zato ker nekdo pravi, da je tisto bolj za tebe in tako, skratka, spodnesejo tlano. Ja, in predvsem na vse imajo odgovor, ne, če boš ti rekel, ne vem, včeraj me je glava, seveda, ker spa v črnem, ne, se ni čuda, da te glava bole, mislim. Tako, če dobro pogledaš tako analitično, čist neka osnovna inteligenca ti veleva sam bež stran, ne. Ampak tam, ko si nekako, jaz ne vem, kako do tega točno pride, ena odvisnost se zgradi in pač enostavno si kuhan, ne, in se navadaš tako živeti, kot je en drug rekel, in pač zato pravim intelektualni poraz, ne, samega sebe povozaš. To sem že, ko sva se pogovarjali pred tem srečanjem, sem se uprla temu, ne. Jaz to res ne jemljem kot intelektualni poraz, sploh pa ne tvoj, ne. Ampak je, to so neki čustveni vozli, ki jih pač more človek odvozlati, ne. Zato pa tudi išče pomoč, ne. Če ne bi imel te čustvene vozle, ne bi niti rabo imeti pomoč, pač išče neko pomoč in tukaj se nekje zahakla, ne. Ja, seveda, naiven si, ranljiv si, ne. Ja, ampak to nima veze z inteligenco, to ima veze z neko čustveno ranjenostjo, ki jo pač rabimo zaceliti in tukaj na tej poti se lahko zgodi stran pot. Ja. Imaš prav, se strinjam, veš, ker je krivično do sebe, tako, ne, res, ni to noben poraz, pač neka rana, ki se je rabila nekako zaceliti ali karkoli že pač in tukaj je prišlo do neke stran poti ampak tudi ta stran pot ti je dala mnogotere izkušnje, ne. Pač jaz sem hotela, zdajle sem razmišljala, ko si govorila v primerjavi, ne, s kakšno psihoterapijo ali pa pač psihoanaliza, kakor slišam, ne poznam osebno, ampak kjerakoli psihoterapija ti bo, če boš ti rekel, a naj naredim to, ne vem, a naj se ločam, banalen primer, ne iz mojega življenja, ampak ti ne bo dala direkt odgovora, ne, bo rekla pač, ne vem, a se hočete ločiti, zakaj bi pa hotel se, kaj pa je, ne, kaj pa v čem je problem. Medtem ko te duhovne avtoritete bo rekla, seveda ločite se, ali pa pač ne, to pa Bog ne daj. Pač absolutne odgovore dajo. In tako se mi zdi že nek pokazatelj, tudi intelektualen konc koncev, oziroma pač nekak intuitiven, da je dober jeti stran ali pa z rezervo imati. Čim ti kdo reče, to je pa rekel, sicer sem prevajala tega Ošota kontroverznega duhovnega učitelja, ne, zelo pač, zelo tudi veliko stvari narobe in tako naprej. Ampak dobro je rekel, ste me vprašali o poduhovljenih ljudeh, no, če srečate kakšnega zelo poduhovljenega človeka, se obrnite in stecte, kakor vam mnoge dajo, ne. Pač to, da sami sebe tako nekako rovinko razglašajo za razsvetljene, ne, pa nikoli zares, pa vprašaš, pa ti kaj trdiš, da si razsvetljen. Ne, jaz nič ne trdim, to pač pokaže, mislim, tako, to pač te zaviti odgovor, jaz imam tega tako poln kufer, da pač tudi prepoznam že tako, imam detektor od takrat, ko se mi je to zgodilo, ne. Kar je dober. Ampak so pa tudi drugi duhovni učitelji, ki pa nič od tega ne počnejo, ne, da recimo, Dalaj Lama, naprimer, zdajle sem se spomnila, ko sem ga srečala, leta 2000 imel pač ena učenja
In od takrat naprej je ta stavek, ki ga sem zdaj povedala, nič kolikokrat ponovil, ne? In to, da ničesar v življenju ne jemljete a priori. Vse preverite skozi lastno izkušnjo. Neprestano to ponavlja. Skratka, ne kupi od nekoga, ki je kao avtoriteta, sprejmi, ne, pač tisto znanje, izkušnjo, karkoli, modrost, ne, ampak preveri v svojem življenju skozi lastno izkušnjo, ne sprejmi a priori. Se pravi, ne svetuje nekaj, kar te bo šibil, ampak nekaj, kar te bo ukrepil. Preveri in boš videl, ali to ali to ne. Ja, pa tudi zaupati sebi, ne, predvsem intuiciji. Sam ne moreš zaupati si, če si popolnoma usmerjen, da ti v vse diktira neka druga oseba, kaj smeš, kaj ne smeš, ali smeš dihati, ali smeš to jesti, ali smeš to barvo nositi, ali ne. Pač to popolnoma ušibi človeka, ne. To, da pa preverjaš vse skozi lastno izkušnjo, te pa ukrepi, zato ker čedalje bolj sam pri sebi ločiš, kaj ti bi in kaj ti ne bi, kaj je sprejemljivo in kaj ni, ne. Ja, tudi časoma se mi zdi prijaš do tega, a je to zdaj ta nek ego, ki ga pač v duhovnosti zelo radi uporabljajo, tudi kot izgovor ali pa tudi kot pojasnilo za vse slabo, ne. A je to zdaj, a govori iz tebe nek ranjen ponos, na primer, ne, ali pa dejansko ti bi v to smer, čutiš intuitivno in zaveščaš s celim telesom, da bi v to smer, ne. Recimo, pač se naučiš, tako kot regulirati bipolarno motnjo konec koncev, ne, dovolj se moraš poznati, da lahko živiš s tem pač mirno, brez stalnih nihanj in epizod. In tukaj se mi zdi, tako v duhovnosti, kot pri pač tej duševni, ne, bolezni, čeprav mi je vedno bil absurd, duša ni bolna, ne, ampak pač duševnost, recimo, pač. Možganska bolezen je recimo pač bolezen tudi, možgan. Ne, razpoloženska, ne. Tam je še najbolj znosna, no, pač razpoloženje, nekaj je tle, nekaj naštima. Ampak to sem hotela reči, da pri vseh teh stvareh je pač odločilnega pomena, koliko se poznaš. Koliko sam pri sebi veš, do kje bi želel iti, do kje je lahko dober zate, kaj je tvoja pot, kam bi ti rad šel, oziroma čutiš, da je treba, ne, in tako naprej. Pač dejansko to poznati se in tudi ko se poznaš in ko veš, ko si v stiku sam s sabo, tudi takoj prepoznaš šarlatane. Absolutno. Je pa tudi še en tak aksiomček, ki ga jaz skratka vedno uporabim. Mislim, ne uporabim, tako živim, ne. Preverjam, a tisto, kar človek govori, tudi živi. To je pač, a to, kar ti govoriš zdaj, a to ti tudi živiš. Če tega ne živiš, čao, sam bejš. Zato, ker manipulira, nateguje iz sebe, ustvarja neko zgodbo, ki ni resnična in podobno, ne. Jaz sem imela to dilemo, obstaja nek blazno dober, moj najljubši slovenski pregovor. Povej. Modrega kočjaža tudi slep konj pripelje domov. Ne? Pač lahko tudi on sebe golfa, pa ti nekaj odneseš od tega, ne? Ampak tako, če je v vlogi učitelja in avtoritete, pa absolutno je kar dober, da dela tisto, kar govori, ne? Če pač ne, pa ni niti avtoriteta, niti učitelj, ne? No, pa tudi manipulira in so njegovi cilji, če uporablja manipulacijo, so njegovi cilji nečastni. Sebični, zavajajoči in tako naprej, ne. Recimo, ta duhovna učiteljica, o kateri pač ti govoriš, ne, jaz jo tudi poznam, ne, tudi sem jo srečala pred mnogo leti, desetletji. Tako kakšno leto sem bila v stiku z njo in ko sem odpotovala k Dalajlami na intervju, sem delala intervju za Sobotno prilogo, ker je on prišel v Slovenijo leta 2002. Se spomnim intervjuja. Ja, no ampak to smo urejali še dolgo časa. Zaradi tega intervjuja sem dvakrat bila tam v Dharamsali in tako, ne, to je bilo res naporno in dolgotrajno delo, no in pa je prišlo do tega intervjuja, ki se je posnel v Dharamsali. In ko sem šla tja, je ona prosila, če se lahko pridruži, zato da bi izkusila pač budiste in tako naprej, ne, navezala stik z njimi.
in je takrat že v javnosti se predstavljala kot nekdo, ki živi na prani. To se pravi, to pomeni, da ne je nobene konkretne hrane, ampak presnavlja pač neke snovne, eterične, kakršnekoli pač energetske oblike direktno v telo. Skratka, ne rabi hrane za življenje, ne. No, in na tem potovanju je pred mano jedla vsak dan paradižnikovo juho, ne. Kaj to ni hrana, ali kaj? To ni, Je mislim... bila prosvetljena hrana, Lej, pač... obsijana s kozmičnimi žarki. Pač, to je tisto, kar je meni strašljivo zavajanje ljudi, ne. Karkoli že pač delaš in karkoli učiš ali pa kjerekoli tehnike, prakse, mislim, to je resno zavajanje, da ti živiš na neki ravni, na kateri pač ne živiš, ne. Tako, meni se je recimo takrat to precej, mislim, ne precej, absolutno zlomilo, mislim, kaj pa je zdaj to, ne. No, in potem čez mnogo let mi je prišla v roke, ker je začela pisati pač knjige o teh svojih znanjih, in sem dobila v roke njeno prvo knjigo, ne, in sem prebrala začetek, malo začetka in malo na koncu, ne, vmes sem samo prelistala, ampak tako, tiskajo uvod ali pa nek epilog in tako. In je bil stavek, se spomnim stavka, da so to te knjige, svete knjige prihodnosti. Ja, to je strašno rada poudarjala. Jaz sem tipkala te knjige, no. No, ampak pač, to pomeni, ker ona da je... se ne sme ukvarjati s tipkanjem knjig, ker ji škodijo računalniki, mene pa ni škoda, meni pa ne škodijo, ker nisem toliko senzibilna, ker sem pač bolj glupa, pa me ni škoda. No vem, pač tako, zdaj malo karikiram, ampak pač dejansko, ja, ona ima ljudi, ki to kanaliziranje Sej sem to pomeni, da se nekdo postavlja na raven preroka, ne? Da. Ne? To se pravi, da že tukaj je nekaj hudo narobe, ne? Žal, jaz sem veliko dobrega odnesla, sicer od tega in od tega tipkanja in od teh, ona je dostikrat, pa če sem bila jaz, ne vem, da sem bila depresivna, recimo, pa me je pač dejansko mi delala neke terapije in tako veliko mi je pomagala, tudi med tečaji sem veliko stvari dojela v sebi, ki so bile dosti terapevtske zame, ampak pač, ko se je pa začel to s temi megalomanskimi blodnjami pa egomanijaštvom, je pa mene vedno bolj neka tesnoba obhajala, da to ni to, no. Ampak recimo, če bi, na primer, da si depresiven, ne, ma vsak človek, ki bi prišel, pa bi te malo božal, pa malo zmasiral, pa malo poljubčkal, pa naredil neko super, ne vem, štrudel, ki ga imaš rad, a veš, pa pa bi uživel, ne, malček, a veš, malo bi ti dal topline, ljubezni, pozornosti, mislim... Ne, ona je imela kar tako ene dost zanimive psihološke, terapevtske prijeme, ker je pač tudi dosti razgledana, dosti brihtna in tudi dosti dobro prebere ljudi, ne, kar ima žal tudi svojo temno plat, ne, ki je manipulacija. Ampak ne morem trditi, da mi ni pomagala, ne. To, okej. Tudi. Mi je tudi škodilo precej, ne, pa tudi dosti stvari je bilo tako, stalno je bila to tema, da moram jaz nujno nehati te psihiatrične tablete jesti, ne. No, to je bilo strašno, da jaz jem, da se zastrupljam, da to meni pač karmo, auro in vse ostalo in čakre zablokira, ne. In sem jaz pač dejansko parkrat jo poslušala in sem tudi pristala seveda v polju na novo, ne. Zdaj, to je tisto vtikanje, ki gre čisto daleč preko neke strokovne usposobljenosti. Absolutno je minus, če pogledamo bilanco, ne, sam so pa tudi dobre plati, to sem hotela reči, kakor je posod, ki je pač, ki imaš to dilemo, a sem bila jaz zlorabljena ali ne, vedno rečeš, pa dobro, pa se sem nekaj odnesla, pa se zdaj sem v redu, ne, pa tako, in imaš pa to te zamegli v bistvu nekako to izkušnjo, ki pa ni bila, jaz vem, da to ni bilo prav, ne, kar ona dela še vedno,
pač ljudem. Ne? To enostavno ni prav. Sam kako, naj vsak sam do tega pride, ker ne moreš ti pa nekomu, ki je odvisen trenutno, ki to rab, ki mu je to res neka rešilna bilka. Jaz ne morem iti tja njenim učencem, pa začeti to, vi ste vsi tle zlorabljeni, ne, pač recimo, ne, pač ta dilema je. To vsekakor, pač se nimamo pravico vpletati v odločitve nekoga drugega, ne, ampak to, kar zdaj govoriva, je ravno zato, da se razpre mogoče komu v razmislek, ne, da ga nekdo ne ulovi na take načine oziroma kje so tisti elementi, kjer lahko prepoznaš, da si ta žaba, ki se kuha v kotlu in ne ve, da se kuha, ne. Kjeri so tisti mehanizmi, elementi, ki jih pa lahko prepoznaš, da delo z nekom nima čiste osnove, da recimo nekdo manipulira, da te izkorišča, da vtika se v tvoje življenje daleč preko tega usposobljenosti njegove, ne? Da se vtika v, ne vem, kaj ješ, kako se oblačeš, kako spiš, s kom si v partnerstvu, kaj v življenju počneš in tako naprej. Da te stvari pač ljudje nekako prepoznamo. Ne? Jaz bi predvsem rekla, se mi zdi mogoče najpomembnejše tukaj, da kadar imaš sam drug impuls, da bi šel v drugo smer, kot ti ta pač katerakoli avtoriteta, ne samo duhovna, ampak katerakoli veleva, da bi sam čutiš, da bi pa ti nekaj drugega, absolutno si dolžen to narediti. Zdaj ne govorim o tem, da greš nekoga udariti, ali pa kaj pač tacga, to ne. Ampak če ti čutiš zase, da bi rad, ne vem, sprobal, pisanje knjig, recimo, ne, pa ti bo ona rekla, ne, to pa absolutno ni zate, ne, pač absolutno si dolžen sebe poslušati, ker je v bistvu je vseeno, če si ti kakor uradno po neki duhovni lestvici napredoval, če nisi zares, če ti čutiš, da bi nekaj drugega, pol itak nisi na tistem klinu, ki pač te... Zdaj, s to lestvico sem zaradi tega začela, ko sem bila v tej skupini, je bilo to stalno, koliko si že visoko, kakor češ, ne. Se pravi karijera. Pač neka hierarhija, ne. Sej sem, to je potem karijera. Ja, pač blesarija totalna, ne. Ampak jaz sem pa vedno nekako čutila, da pač je pomembno, seveda je pomembno, kje sem, ampak predvsem je pomembno, da sem jaz tam, kjer želim biti, ne, pa zdaj je to spodaj ali zgori ali v kjeri čakri ali ne vem kje, pač briga me, jaz sem tam, kjer moram biti, ne. In pomembno se mi zdi tukaj pri duhovnosti, da se zavedaš, kje si. In če ti nekdo reče, pejt nekam drugam, pa ti čutiš, da bi šel v drugo smer, pač nima smisla, da slediš njegovim nasvetom, če ni zlagano pol, ne. Ja. Sem to tako zapletla. Ne, nisi zapletla, sam je pa zanimivo, si odprla ravno to, kjer je problem, ne? Ker ko si v krempljih nekoga, zdaj sem uporabila besede kremplji, to pomeni, da te nekdo zahakla, no, pač recimo, jaz ne mislim to zdaj tako zelo groblo. Pač obtičiš nekje, ne, ko si nekje, je ravno finta v tem, da se če dalje težje slišiš in če dalje težje se upreš na sebe in če dalje težje sploh kjerkoli odločitve sprejmeš in moraš neprestano jih preverjati, a je to prav, ali lahko storim ta korak, ali ga ne, ali se bom, ne vem, življenje sesul, če bom stopil po tej poti. Če dalje bolj si ne samostojen, ne samozavesten, čist pač spodnešena tla imaš. V tem je problem, ne? In potem je to teži, ko si v krempljih nekoga v primežu, ja, hvala, v primežu nekoga ravno pač stopiti po svoji poti, ne? Glih to, zdaj si me spomnila, za glavo prijela vmes, ker sem se spomnila, kolikrat sem jaz na psihiatriji ali pa pač tudi takrat sem že začela, sem si morala izboriti psihoterapijo, ki mi je resnično pomagala pol, ne? Kako sem jaz, kolikrat sem pomislila, kaj bi pa ona rekla zdaj na to, da jaz tle neke koktejle tablet jem, da sem boljš.
Kaj bi pa ona rekla na to, da jaz tlele se pogovarjam, pa kakor češ mentalno urejam svoj svet, ne? Kaj bi pa ona rekla? Skozi sem imela to, pač te glasovi, ki jih slišite, ne, je nenadoma postal to njen glas, ne, tako sem bila oslabljena. Ja, In tudi pol, ko smo se razšli, ne, s to duhovno skupino, sem nekaj časa, jaz sem pač začela pisati, ne, pač to je bilo slučajno, tako glih se opadlo, da sem začenjala pisati in da je to me čisto ven potegnilo pol, ne. Ampak na nek način sem bila še tako, kot en tak neboglenček, ne, da nisem imela dejansko stika s svojim glasom, s tem, kar bi pa jaz dejansko želela in ozavestila in tako. In ja, sam potrjujem, kar si rekla, no. To je to, da te do te mere te oslabi, da enostavno ne veš več, kaj bi, ne, da ti nekdo diktira od zunaj. Ne, ampak misliš, da je bilo slučajno, da si začela pisati ravno takrat, ko si se nekako prebujala in ne vem. Ja. No, ampak kako se je zgodilo to prebujanje, veš, ker to verjetno ni nekaj, da bi se zgodilo v trenutku, ko bi mentalno, intelektualno zaštekal, ja, to pa ni prav, ne, ampak je verjetno to dolgotrajen proces, neko prebujanje, ki se kopiči, nekaj se kopiči toliko, da pride čez rob, ne. Ja. Tako sem jaz doživela v svojem življenju. Ja, življenju. s tem, da je pač vedno je splet na ključi nekih, mislim pač neko vozlišče se naredi, ne. Jaz sem recimo začela opažati, to je bilo zavestno, da sem jaz vedno bolj navezana na to žensko, ne, pač dejansko nisem mogla, in če nisem tja hodila tipkat, sem pač pogrešala in sem hotela biti skozi zraven, pač tako, tudi motil me je v bistvu to, no, ni mi bilo prav prijetno, pol pa ne vem točno, zdaj, pač časoma se je to vse, sem ji tudi povedala, ne, in tudi ona je tako pač dosti obrambno reagirala, kakor češ, to pa ni v redu, ne, s tem, da se je meni skozi zdelo, da ona to tudi malo dela nezavedno, tudi ona to priteguje od ljudi, ne, da smo nesamostojni, da se vežemo na njo in tako. Pa nekako je v bistvu me ta ego, ki ga tako cel New Age tako zavrača, me je rešil, ne. Jaz sem dejansko ponorela nad odnosom do mene, no, nad nespoštovanjem, pač nekaj se je zgodilo, da sem vse, čak se ona pa sploh ne spoštuje mojega dela, ne. In sem pač v tem egu, mi je dal dosti moči, da sem šla. In pol, ko sem pa dobivala te odzive, pa še par pisem, ne, sem je pa sam potrdil, da ja, to je bilo kar dobro zame. Mogoče ta ego, ki ga tako zelo zametujejo novodobni duhovniki, mogoče včasih opravlja dobro svojo nalogo, ne, pač nas tudi marsičesa ubrani. Pa tudi je nek glas, ki ga rabaš, ne. Lahko mu nadava pa zdaj nek drug ime, ki pa ni toliko obremenjen, ne? Instinkt preživetja. Tudi, ja, lahko, recimo. Ja. Kakorkoli temu. Se tle pri New Age je toliko enih stvari, ki pač ne vemo, kako se jim reče, ne. Eni rečejo kozmična energija, eni rečejo ne vem kaj, drugi rečejo Bog. Pač tukaj ni, ne. Tako, kakorkoli temu rečeš, mislim, da vemo, o čem govorimo, ko rečemo jaz, ne. Zdaj imam pa jaz tega dost. Ampak tudi potem, ko si se tako počasi oddaljevala, ne, ko si se tako oddaljevala, so bili verjetno kakšni koraki pa poizkusi tega vzbujanja slabe vesti, ne, neke krivde, da si, prej si bil kriv, da nekaj ne delaš dobro in ne napreduješ po tej hierarhiji, ne, pa si pa zopet kriv, ker si boš zavozil življenje in tako. Skratka, verjetno je bilo nekaj teh poskusov, kako te potegniti nazaj, ne. Ja, sigurno ni bilo srečno pot, pa lepo se me pa piš kakšno kartico, ne, to pač. Kar bi po eni strani je bilo zelo dobrodošlo, ne, da zna človek po vseh letih teh skupnih, da ti zna reči, no pa srečno, ne. Samo to bi bilo že dost. Ampak ne, nismo se tako lepo rešili. Sem sicer tako, da lahko pogledam v oči, da še vedno, če se srečamo, ne bom imela zagate. Ampak ja, je bil kar tak mal razhod, no.
Ja, razhodi so vedno, mislim, ne vedno, kakšni so čudni, ne? Kakšni so okej, kakšni so pa čudni in tukaj verjetno, ko so take mejne stvari, ne, skoraj težko, da so lih nežni, ne? Mislim, a si čutila kdaj jezo? Ne, brez skrbi. No? Sam to je zdaj že kar nekaj časa minil. Sej, ampak recimo zato ne more biti tak razhod lih najbolj, kako bi rekla, nevtralen, ne? Ni čustveno nevtralen, zato ker ko odideš, se sproža ta jeza, ker vidiš, kako te je nekdo prej držal v šahu, kako je vplival, kako se je vtikal, kako ti je cuzil denar konc koncev, ne? Tako čez čas pa prevlada isto, kot pri vsakem razhodu, po mojem, boljš mi je zdaj. To neko olajšanje, neka katarza, da je v bistvu bilo dobro zate, ne? Da je konc. Ja, seveda. Imaš pa izkušnje, kaj jih imaš, tako da to je tudi nekaj vreden. Izkušnja, ja, pač, mislim, kar se mene tiče, nimam več zamerno. Imela pa sem, ja, seveda. Mislim, tudi zamere in tudi nek občutek nemoči. Zakaj nemoč? To ne razumem. Ja, pač še iz tistih časov, ko sem bila v tem kultu, ne, recimo, sem imela občutek, da sama ne bom znala naprej, ne. Ja, no, to je Nisem si zaupala. No, to je del te zgodbe, ko se spodnesejo tla nekomu, ne? Ja, sem pač tako nemoči v smislu, da tudi nič ne morem, jaz ne morem nobenemu dopovedati, ker še vedno vztraja v tem, ne, da to mogoče ni najboljš, ne. Tudi nimam namena zdaj reševati ljudi, pač, dokler jim paše, na nek način ti paše, ne. Vse to je problem. Na nek način si ranljiv, pa ti paše, da nekdo pride, ker reče, imam vse odgovore zate, ne. Čeprav veš, da v bistvu instinktivno veš, da ni res, ne. Ampak če dam eno vzporednico, ki je neokusno groba, ne? Ampak rada je v življenju neokusno grobe primerjave uporabljam za to, da zelo jasno pokažejo, ne, stvari. Kar. Ampak ženska, ki je v odnosu z partnerjem, ki je nasilen do nje, ne? To je recimo tudi ena oblika zlorabljajočega odnosa, ne? V tem odnosu je ogromno lahko lepega, ne, imata, ne vem, skupne hobije, potujeta in uživata v tem potovanju, ali pa, ne vem, je pozoren, ali pa dobro kuha, pa je naredi enkrat na teden njeno najljubšo jed, ali karkoli. Mislim, marsikaj lepega je lahko, ne, ampak pol pa stolče enkrat, na mesec je dovolj, ne, pač enkrat je dovolj. Ja, no, in tisto enkrat, ko gre čez kako bi rekla, od teh ta prevlada in uniči vse ne uniči tisto, kar je lepo, ampak enostavno tega človeka ne boš meril po unih štrudlih, po vsemu lepemu, po potovanjih, ki ga boš z njimi preživel, ampak boš tega človeka meril izključno po tistemu malemu enemu tepežu, ki je šel čez mero, ne. Ta človek je nasilen, stran, čao, kjuzo, nič noče med s tabo, ne. Po tistemu enemu ga boš meril, ne. Nimam izkušnje pravzaprav, ampak jaz tudi nimam te izkušnje. Ampak tako, v tej celoti nekoga je lahko 99 čudovitih stvari, ne. Ena sama je pa tista, ki gre čez rob in zaradi te ene same greš stran, doživljaš jezo, bi ga sesul, stolko, karkoli in zaradi te ene same izmeraš človeka na njega. Takrat ga moraš, si ga prisiljen v bistvu razreducirati. Tukaj je podobno, ne, a veš, pač Sej, ne vem, meditacija je med nami tisoče let, ne, in tehnik in praks je ogromno, ne, in te ljudje, ki so v teh duhovnih krogih kot učitelji, ja, mislim, če to počne nekaj let, ima neke veščine, ki jih lahko nekomu preda, veš, ali pa, ne vem, reiki, delo z energijo, ali pa z, pač,
zdravljenje z energijo. To je tudi 100 let in več že med nami. Ja, to so zelo stare modrosti. Ja. Ampak veš, kaj sem zdaj pomislila? Jaz sem tudi v Dharamsali v Maklot-Ganju, in sem pomislila, te budistični menihi, ki so tam, so v resnici, jaz pač imam odpor do religij organiziranih, ne, in do teh hierarhij duhovnih. In je v bistvu strašno razočaranje bilo zame, ko sem prišla v Indijo, ne, tja gor v vznožje Himalaje pa to, ko so te budisti, ki so čez hodili iz Tibeta, ne, so bili tako dogmatično verni, v resnici. Jaz sem vedno živela nekako v tej neki orientalističnem prepričanju, ne, v bistvu, da je budizem pa malo bolj filozofija, pa da je bolj duhovno, pa tako, pa da ni tako religija, ne. Je, vse, to je pač same neke dogme povsod, mislim, jaz nimam nič proti meditaciji, pa vse, niti proti religijam v bistvu ne, sam jaz ne bi bila rada del te organizirane, hierarhične, institucionalne strukture in pravzaprav ta duhovnost, ki se jo je šla ta moja duhovna učiteljica dolgoletna, ne, je bila točno to in jaz še vedno se imam sicer za človeka, ki je naklonjen nekak duhovnosti, ampak ne inštitucijam, no, ker to, ko pa rata neki dogmatično, takrat me pa vsem mine, se mi zdi, da tukaj pa res ni prostora za neke trde predpise okorele. Ja, tukaj je precej težav. Da smo to že preživeli. Lahko samo podelim, kako jaz to doživljam, če te zanima. Ne? Ja, seveda. Meni je popolnoma vseeno, je organizirana ali ni, ali je ta religija una ali tretja ali peta. Mislim, sploh niti to ne vidim, niti se v to ne zatikam. Mene zanima samo ta konkreten človek, ki uporablja neke tehnike iz nekih okolij, ne? Pač neke tehnike ali pa neke vrednote živi iz nekih okolij, ne, lahko je nek kristjan, ki živi, ne vem, ljubi svojega bližnjega kot samega sebe, pa to živi res dosledno, to takoj prepoznaš. Pa je vseeno, a je duhovnik, a je v cerkev, a je v samostanu, ali sploh ne hodi v cerkev, ampak a živi tisto vrednoto zares, ki pač izhaja iz njegovega ali verskega ali kulturnega okolja. Pri budistih je isto, ne, pač to so lahko kakšni dečki, deklice, ki so v enih revnih okoljih pristali v nekih šolah, ker drugače sploh se ne bi šolali, ne. Pač vem, kakšne so približno neke veščine tega budističnega okolja in zopet gre za konkretnega človeka in vidim, kaj on počne in v svojem življenju in koliko živi res to, kar pač izhaja iz tega njegovega kulturnega okolja. Lahko pa ni v nobeni religiji, ne? In iz nekih drugih duhovnih bazenov zajema. Ampak vedno je konkreten človek. Nikoli ne išči Budo v samostanih. A veš, pač, ali pa ne vem, jogija v ne vem kje, ne? Buda ni bil budist, ne? Ja, pač. In Kristus ni bil kristjan. Ja, a veš ko, pač vedno je nek konkreten človek, ne pa tisto institucionalno okolje, ne. Tudi recimo v Indiji, v ašramih, tam je ogromno ljudi, ki se zatečejo tja v stiski. Ne zato, ker so duhovno razsvetljeni, ampak zato, ker so v nepopisni stiski in iščejo pomoč. In zdaj prideš ti v ašram in ocenjuješ te ljudi, ki so tam, ne, in seveda na koncu zaključiš, da je to čisto odbit folk. Ker je, ampak tam so zato, ker so v stiski, ne. Če ne večina njih, da se razumemo. Sem pa tja med njimi so pa res tudi kakšni bolj duhovno prebujeni, ne. Zato je vedno konkreten človek, ne pa meni, ne pa tisto okolje, v katerem ga jaz najdem. Ja, razumem. A razumeš? Zdaj si me spomnila na, to mi je bilo zanimivo, zakaj, meni so bile vedno tako tudi te meditacijske skupine in tudi konec ne da primerjam, ampak pač tako ta mini mundus, nek vzorc v polju, ne, v Norišanci, na psihiatrični kliniki se znajdejo ljudje, seveda v stiski, ne, ampak pač z vseh
raznih, kako reče, walks of life, ne, iz vseh družbenih in slojev in vseh različnih miljejev in tako naprej. Me je bilo to vedno tako zanimivo, ker je dejansko nek eksperiment. Tudi te ašrami so zanimivi z tega stališča, da imaš tam pač ljudi, ja, ki pridejo zaradi revščine, pa imaš kakšne blazno bogate, ki pridejo malo, ne vem, mazilit, ali pa pač so lahko tudi konec koncev, zakaj ne, tudi zelo napredni, ne. Pač dejansko te kongregacije neuradne, kjer se znajdejo ljudje iz različnih ozadij, ne, so bile meni od nekdaj blazno zanimive in tudi filme obožujem, ne, o zaporih, o raznih teh naključnih, ne, tako da ni, recimo, da jih družijo interesi, ne. Pač da enostavno se znajdejo na enem kraju in kaj se bo z njimi zgodilo, te konstelacije so mi tako neskončni vir navdiha za zgodbe konec koncev. Absolutno. Meni je bilo recimo eno od najbolj, kako bi rekla, doživeti, ki se mi res globoko dotaknili, je bila tale naša psihiatrija v Polju. Eno obdobje sem bila več tam, zato ker smo z eno skupino urejali in poskušali pomagati nekomu, ki je tam bil desetletja in se vračal in tako naprej. Skratka, bila je ena skupina, ki smo takrat intenzivno probali urediti pač življenje temu prijatelju. Tako da sem imela stik z vsemi temi službami, ki so bile zelo prijazne, ne, od psihiatrov do vseh teh socialnih delov, ne vem, vseh teh služb. In sem bila večkrat tam, no, ampak enkrat sedim na robu tega pločnika, takrat sem še kadila in kadim cigaret, ne, tam na vrtu in se zraven usede nekdo, ne, moški. In pa tako gleda okoli in reče: prijateljica moja, a mi lahko daš en cigaret, ne? Ampak to tako res ljubeznivo. In jaz mu dam. In sem rekla, si čist prijazen moški, ne? Pa začne: viš, kaj se mi včeraj zgodilo, se nekaj, ti prišli so z vesoljsko ladjo in tamle so parkirali in pol že so krenule zgodbe, ne. In pol mi take odvite zgodbe pripovedoval. Ampak kakorkoli je bil pa ta stik tako človeški in tako neposreden, da sem postala na to malček pozorna, ne. In kadarkoli sem imela tam, pač ker Polje ima velik vrt, kjer so ljudje, ne, tam s katerimkoli stik na kakšni klopci ali karkoli, je bil vedno ta neposreden, človeški neposreden stik. In v bistvu sem zaznala, da sem prvič v življenju doživela odnos brez mask. Brez mask in brez skritih motivov, verjetno. Samo zaradi stika. Ja, prvič v življenju. In jaz bi vsakmu, ne sem svetovala, pejte tja, pa to je boljše od kjerekoli psihoterapije dolgoročne, ne, doživeti enkrat v življenju stik z ljudmi, brez mask, brez teh namenov, agende ali česarkoli, ta res neposredni človeški stik. In to je bilo meni wow, eden od največjih darov, res. Ja, Polje bi bilo super, če ne bi bilo zdravnikov. Ja, pač če ne bi imeli ljudje težave, recimo, pač kakšni so res pač v težavah. Ja, eni so tudi agresivni. Pa tako, pa pač ta zdravila, pa to je res hudo, ne. Tam mi je en pokazal, je rekel, tako pest dlan je pač, je rekel, dlan mi je pokazal, je rekel, veš, vsak dan za polno dlan zdravil pojem, ne? A veš, tako res ogromno, tako da to ni fajn, ne? To ni človeka vredno. Ampak ta stik z ljudmi tam, to je pa res bil eden od močnejših doživetij v življenju. A pa misliš, jaz te vrnem vprašanje, a misliš, da če bi se ti to zgodilo na Prešercu, da bi bilo toliko močno, ali je pač ta kontekst bistven, da si imela mogoče ti malo predsodek do njih? A ver?
Veš kaj, na Prešercu, tam se zgodijo te, ki pač te, ki jih mi vrsamo med klošarje in narkomane. Mogoče je bil tudi on klošar. Mogoče, ampak recimo s temi, ki so kralji ulice, pa prodajajo te svoje revije, pa tako, oni tudi pristopijo malček drugačen in z njimi imam vedno kakšen zanimiv stik. Pa niso tam, ne, v unih okoljih. Sam hočem reči, da jaz ne bi mistificirala glih tega okolja, ne, psihiatrične ustanove. Je pa res, da sem tam doživela blazno tudi jaz pristen stike z ljudmi, ne, ki nimajo nekih, nič nisem hotela od njih dobiti, ne, ali pa pač dejansko šlo je za stike med ljudmi, kar je že samo po sebi vir neke topline, ne, recimo. Ali pa tudi, včasih tudi se zdravsajo, ne. To vsekakor. Se ne bi mistificirala, hvala, da si to upozorila, sploh ne, ampak v tistem okolju sem se jaz doživela prvič ko zavestno, kaj je nek stik, ki nima nekega cilja, namena, ampak je samo ljubezniv, pristen stik. Nič drugega, ne. Se vemo, če govoriš, to sem zdaj sama. Ne, je pa res, da ne bi zdaj, seveda iz tega napletali neko strašno pomembno zgodbo. Se pravi, lahko zaključiva, kaj bi svetovali ljudi, ni na svetu, zakaj bi sploh svetoval, ne, vsak ima neko svojo pot, na kateri so neke preizkušnje, ne. Enkrat sem reševala nek bizaren, kakor češ test, unika so pač to v revijah ali na internetu, se ne vem več, kdo je tvoj idealen guru, ne, in so bili vsi te znani, ne, od, ne vem, Krišnamurtija do Sai Babe, do ne vem koga, in rezultat je bil ta, da pač anti-guru, ne, da sem čist anti-guru material, tako da pač jaz ne bom nikomur svetovala, da postavi nekoga drugega pred sebe, ne. Kvečem bi svetovala, da čim bolj zgrabijo bika za roge, ne. Se pravi, pač jaz recimo sem bežala v duhovnost 10 let, ko sem v bistvu se spopadala z bipolarno motnjo, ne, a pa tudi verjetno z lezbištvom, pa še z marsičim, ne. Pa bi si zelo olajšala, če bi direkt pogledala temu v oči, ne. Mogoče to, da sam to, če je to sploh na svet, da boste pozorni, kdaj je duhovnost beg, pa kdaj je pač res to, kar si želite iz čiste neke, ne iz zanikanja problemov, ampak nekaj kot pot naprej. To je pa zelo pomembno. In zelo super, ker si to poudarila, ne. Dejansko beg pred nečim, kar je pravi vir težav, ne. Eni tako radi vidijo angele in samoroga in kaj ti jaz vem vsega, ne vidijo pa, da pač slabo delajo s svojim partnerjem, recimo, ali pa pač, da jih tepe, ali pa nekaj, nečesa pred nosom ne vidijo, raje grejo mavrične barve zasledovati po vesolju, ne. Ali pa so osredotočeni, iz katerih pač v zvezdi prihajajo, ali pa grejo v prejšnja življenja, kaj vse je tam bilo. Ko so bili vsi faraoni. Pa Kleopatre. Skratka, ne pa zdaj, ne. Ne pa tukaj zdaj s temi problemi. In mogoče, recimo, vsaj jaz bi pa to plat poudarila, da vse, kar nas notranje šibi, ne, v smislu tega, da šibi, da se ne čutiš v središču sebe umirjenega, v jasnini tega, da pogumno stopaš po neki svoji poti, karkoli že pač to je, karkoli te šibi, ne, ni v redu, ne. Ker tisti, ki ti res hoče dobro in ki te res želi opolnomočiti, te bo okrepil, da boš še močneje in še jasneje lahko stopil po svoji poti, ne. In vsak ima svojo pot. Niti ena ni ista drugi. Zakaj bi se kopirali? To je absurd. Veš, kaj bi bilo, da bi bile, ne vem, še kakšna Jedrt ali pa še kakšna Maja? Grozno. Še kakšna Maja. Super. Jedrt je bolj malo za to. Pa jih poznam kar nekaj. Se vem, jaz tudi. Tako da Jedrt, veselimo se tvoje naslednje knjige, Bog vedi, odkot bo zajemala.
In hvala, ker si prišla, hvala, ker si se odzvala. Zelo mi je Hvala bilo za lepo s vabilo. tabo krmljati in vso srečo. Enako. Hvala ti. Hvala.